Čau! Z današnjo oddajo začenjamo mesec slovenskih glasbenih dokumentarcev in akcij, ki se jih je v zadnjem času nabralo kar nekaj. Začeli pa bomo s filmom o plošči Odpotovanja Tomaža Pengova in nato vsak teden spoznali drug glasbeni fenomen, ki je pristal v filmski obliki v zadnje pol leta. Še prej pa poglejmo na področje znamenite sage o bojkotu slovenskih filmov v slovenskih kinematografih, ki se trenutno še vedno odvija. Z javnim pismom se je zdaj namreč oglasilo tudi Društvo slovenskih filmskih igralcev, ki obsoja trenutni bojkot slovenskega filma, ki ga razumejo kot, citiram, nesprejemljiv pritisk na ustvarjalce in škodljivo prakso v javno sofinanciranih ustanovah. Poudarjamo, da gre za pravico, ki je zakonsko priznana od leta 2022 in je skladna z evropskimi standardi, in pozivamo k spoštovanju zakonskih obveznosti, ki veljajo za vse prikazovalce, ne glede na to, ali gre za slovenski ali tuj film. Verjamemo, da si tako ustvarjalci kot prikazovalci delimo skupen interes. Dostopen, kakovosten in raznolik filmski program za vse gledalce. Konec citata. Kot sem povedala že v preteklih oddajah, je lahko to razumevanje javnega financiranja zelo zavajajoče. Nenazadnje so tudi slovenski filmi večinoma precej bolje javno financirani kot slovenski kinematografi, ampak si igralci očitno še vedno želijo odstotkov od kolektivne organizacije za avtorske pravice, ki bi jih prejeli naknadno. Kolektivna organizacija za avtorske pravice, ki naj bi stala za vsem tem, pa do sedaj tudi še ni razkrila, koliko od precej visokega zneska nazadnje ustvarjalci sploh prejmejo, torej koliko svojega dobička dejansko razdelijo in koliko ga porabijo za lastno delovanje. Zdi se, da na obeh straneh torej še vedno vlada precejšnje nerazumevanje dela tako enega kot drugega, ki pa ga lahko umirijo samo primerni odloki na Ministrstvu za kulturo in Ministrstvu za gospodarstvo, za odločitve katerih pa se govori, da so precej politične ter finančno ter pohlepno usmerjene in nikakor ne zdravorazumske, kaj šele socialne ali usmerjene v enakomernost. Poleg tega naj bi se Ministrstvo za gospodarstvo izogibalo sestankom s predstavniki kinematografov, kamor je bolj kot ne celotno afero preusmerilo tudi Ministrstvo za kulturo. Toliko zaenkrat o tem, zdaj pa preverimo enega od filmov, ki si ga lahko zastonj ogledate na arhivu TV Slovenija na spletu, ter se je napovedanemu bojkotu izognil. Ves čas je namreč na voljo na ogled dokumentarni film V odmevu nekega stranišča, ki govori o prvencu kantavtorja Tomaža Pengova z naslovom Odpotovanja. Že sam naslov namiguje na zgodbo, ki pravi, da so večji del plošče dejansko posneli v stranišču, kot v filmu razloži tudi snemalec plošče. Odpotovanja so svoj kultni status dosegla tudi zato, ker je bila maloštevilna naklada v 1000 primerkih hitro razgrabljena, nato pa desetletja nedostopna. Lani so jo ponovno izdali pri ZKP RTV Slovenija. V filmu avtor dokumentarca spregovori z Milanom Deklevo, ki je za ploščo prispeval spremno besedilo, s producentom Janezom Kralom, spremljevalno vokalistko Bogdano Herman, oblikovalcem Matjažem Vipotnikom, fotografom Janezom Brecljem in številnimi drugimi. Film je šel ob 50. obletnici plošče. Oglejmo si najprej odlomek iz filma, v katerem izvemo, zakaj so se odločili ploščo sploh posneti v kopalnici. Ampak tam komuna, bi rekel, sistem, kraval, to so not ven, to so bili študenti, to je bil žur, bi rekel, ta radio študent. Tako da nismo mogla v miru nič posneti. Nismo bila tam, ampak to ni šlo in gremo k njemu domov, v tole hišo, tukaj v zadnji. In vem, kako se je zabaval, ko smo iskali prostor v njegovem stanovanju za snemanje in kako se je v bistvu v hipu zresnil in rekel, ne, čakajte, tukaj je zvok dober. Kar lepo je odmeval, tako primerno. Kamniti ptiči so trgali njeno ime, ne hote. Nad obličjem noči. Bila je srečna. Smo rekli pa kopalnica, ne? Jaz sem v njegovo sobo šel, kable do kopalnice. Pa se pa spet začeli. To je stara hiša, ne? Režiserja in scenarista Matevža Breclja pa smo ujeli tudi za krajši intervju. Je bila okrogla obletnica lanska v bistvu razlog za snemanje filma o Tomažu Pengovu? Ja, dobro izhodišče, ne? Zato, ampak seveda bi si ta album zaslužil dokumentarca ali pa neko veliko pozornost.
tudi brez te obletnice. Pa tudi mislim, da ta obletnica pri tem albumu, ali pa kjerkoli obletnica pri tem albumu, nima kaj dosti iskati, ne. Gre za tak izdelek, ki nima dosti opraviti s časom, ne s časom, v katerem je bil narejen, niti z današnjim časom, ampak je pač enostavno brezčasno. Ali ti je to, da si že tako ali tako član kulturne redakcije TV Slovenija, pomagalo kaj pri delanju tega dokumentarnega filma, ali je to čisto stranski projekt? Mislim, to je stranski projekt, nima veze s tem, da sem član tega uredništva, je pa seveda poznam arhiv Televizije Slovenija, imam do njega tudi seveda dostop, tako kot vsi zaposleni. In sem lahko pregledal, še preden sem se spravil delati dokumentarc, kaj pravzaprav imamo v zvezi s Pengovom v arhivu. Ja, ker arhivov je v bistvu malo morja. Je vse samo iz arhiva TV Slovenija ali je tudi kaj iz domačih arhivov? Mislim, najprej ni malo morje tega, ne? Ni prav veliko posnetkov Tomaža Pengova, intervjujev, karkoli. Tip je bil izjemno, ne bom rekel asocialen, ampak je bil izrazito človek v senci in tako so ga tudi mediji obravnavali, se mi zdi. Tako da kar je pri nas v arhivu imam, je v filmu. Seveda je pa nekaj tudi iz drugih arhivov, ne, kar se videa tiče. Govorim recimo iz zagrebškega arhiva, takoj potem, ko se je šla odpotovanje, je Pengov tam igral koncert. Do teh posnetkov smo prišli sicer stežka, ampak sem zelo vesel. Potem je pa tukaj še nekak ekskluziven intervju s Tomažem Pengovom, ki ga je opravil ljubljanski Šoder teater pred 15 leti pri njemu doma. Tako da poleg vseh udeleženih pri nastanku te plošče imamo tle tudi glavno zvezdo posneto. Je pa tudi še en posnetek iz oddaje v času, ko je ravno prišel pravzaprav ven ta album Odpotovanja. Od kje pa je tisto? Mislim, dva večja kapitalna posnetka, iz katerih smo črpali, sta pri nas na televiziji. Eno je koncert, Slovenski rok 75, ki ga je Pengov igral v studiu, takrat novem studiu Televizije Slovenija, takrat Ljubljana, kjer mislim, da je nastopil 25 minut, zagral tudi 2 ali pa 3 komade z Odpotovanj, tako da črpal sem iz tega. Hkrati je pa tukaj tudi 10-minuten intervju z njim, oziroma intervju video spoti, no. Odigral je 3 komade na playback iz leta 74, tako da to sta dva zelo dragocena in redka posnetka. Stranišča ste šli pa kar direktno posnet, vidimo ga že v bistvu v prvih otvoritvenih kadrih. Je to še vedno stanovanje njegove družine? Si tako prišel do njih ali si moral pravzaprav iskati te ljudi in to stranišče? O snemanju tega dokumentarca bi lahko posnel en making of dokumentarc, ki bi bil fantastičen. In tako smo tudi prišli do tega WC-ja. To stanovanje ni več v lasti Pengovovih, lastnica je druga. Do nje in do zdajšnje stanovalke stanovanja sem prišel s kar precej truda. Predstavljali si poklicati nekoga pa reči, dober dan, dober večer, jaz bi pa rad posnel vaš sekret. Ja, sliši se kot zabavna prigoda. So bili takoj za? Ja. Sicer pa imaš v filmu kar nekaj, ne samo ljudi, ki so ga poznali še za časa njegovega življenja, ampak tudi mlajših glasbenikov. Po kakšnem ključu si jih izbiral? Po nobenem. Pravzaprav po ključu nekega feelinga. Nisem hotel, da privabljam gledalce z nekimi velikimi imeni, pop zvezdami, rock zvezdami, takšnimi in drugačnimi zvezdami, ampak so noter glasbeniki različnih generacij, zelo različnih žanrov, ki imajo težo na področju, s katerim se ukvarjajo. Za mene njihovo mnenje šteje. Nisem pa nikogar vprašal, a ti je Pengov oziroma Odpotovanje všeč. Pravzaprav sem celo iskal koga, ki bi rekel, da mu niso. Si pa res pravzaprav se osredotočil prav na Odpotovanja. Čisto na kratko slišimo, mislim, da Bogdano Herman govoriti o tem, kako ostali albumi niso to, kar so bila Odpotovanja. Da pravzaprav so ga nekako, če citiram nekoga, pokopala.
Pravzaprav to, da so Pengova odpotovanje pokopala, reče tonski mojster Aco Razbornik, ki sem ga še ujel, hmalo potem je umrl. On je snemal to ploščo, to je bilo njegovo prvo snemanje plošče, in on reče, da ga je ta plošča pokopala. Poglejte si film, boste vedeli zakaj. Ampak Pengov niti slučajno nima samo enega izdelka. Kar se tiče albumov, tukaj so še pripovedi, mislim, da 13 let kasneje. Fantastičen album, fantastičen, in tudi pol kasnejšnji so še zelo močni. Album ima tudi eno malo ploščo, ki je šla dosti malo po odpotovanjih, in to so vse res dobri izdelki. Ampak odpotovanja so res nek tak album, ki se ga drži neka fama, mogoče malo skrivnostnosti, tudi zato, ker je zelo redka. Tako da sem se odločil potopiti samo v ta urbani mit, torej v odpotovanje. So pa odpotovanja zdaj ponatisnili? Si bil tudi ti vzrok za to? Ne. Ta dva projekta sta tekla pravzaprav vzporedno. Oni so seveda na ZKP-ju, na založbi RTV so začeli pripravljati ploščo, preden sem jaz začel pripravljati film, ne da bi jaz to vedel, in ne da bi oni vedeli, torej nismo vedeli en za drugega. Je pa sovpadla predpremiera filma z izidom te nove plošče, torej obnovljene plošče v Škucu. Tudi Škuc igra v zgodbi o odpotovanjih zelo močno vlogo. Traja pa film približno 53 minut, ves čas skoraj da je v ozadju glasba. Ali slišimo cel album? V filmu V odmevu nekega stranišča ima kompletno muziko iz odpotovanj. Zelo sem vesel, da sem uspel predstaviti ali pa izpostaviti prav vse komade iz tega albuma. Naj si bo studijsko verzijo ali pa izvedene v živo. Te mogoče kakšna anekdota o njem, glede na to, da si, da ne rečem, navdušenec nad njegovo glasbo, morda presenetila med delanjem filma? Veš, kako ogromno stvari me je presenetilo, kljub temu, da sem v osnovi zgodbo poznal. Najbolj so me mogoče presenetile zavrnitve. Tudi teh je nekaj bilo, nekaj ljudi sem prosil, če bi lahko sodelovali pri filmu, v smislu izjav, in nekih je rekel ne. In vsak od njih je podal izjemen razlog, moram reči, brez cinizma. Ampak to pa nam povedal. To so tisto, kar vidimo v filmu, da rečejo, se vidimo potem kasneje na pivu, kaj ne? Recimo. Sicer pa takole za šalo, si koga presenetil, glede na to, da si po glasu in Stasu mu malce podoben? Ne vem, če sem mu, mislim, to je pa res težko ocenjevati. No, to je rekel tudi Pengov. Ne, drugi govorijo, kar če je rekel jaz, ne bom iz roke dal nekaj, ker nisem s tem v to prepričan in da je to dobro. Ena bo spet splošča na smehu nekega dneva, ki je tam malo zbledela, mislim, ni ravno najboljši posnetek. Na koncu sem mu, kljub temu, da vem, da sta ena dva felerja, tako tašna na plošči, sem mu enostavno trak ukradel in sem ga odnesel na Helidon. Še naprej bomo ostali pri dokumentarnih filmih, saj se je na festivalu dokumentarnega filma zvrstilo še veliko pogovorov, ki bi vam jih želela pokazati. Eden se je odvil po filmu Še zdaleč ne lipicanci, v katerem na zabaven način z delno dokumentarnimi in delno igranimi prizori režiserka Olga Kosanović razloži, kako težko je v Avstriji pridobiti državljanstvo. Čeprav je sama tam rojena, vzgojena, diplomirana in poročena, do državljanstva še vedno ni uspela priti. Ker so njeni starši iz Srbije, bi se morala najprej odpovedati tistemu državljanstvu, ampak to šele potem, ko bi priznali, da je državljanka Avstrije. Papir bi morda lahko prejela po drugi hitrejši poti, ker je prejela nacionalno filmsko nagrado, ampak na tak način ne želi preskakovati vrste. V filmu smo izvedeli, da je Avstrija v vrhu 3 držav, kjer je najtežje pridobiti državljanstvo skupaj s Saudovo Arabijo in Združenimi arabskimi emirati. Problem, ki ne zadeva samo nje, ampak že velik odstotek avstrijskega prebivalstva, pa načenja tudi demokracijo države. Že 20% namreč ne more glasovati na državnih volitvah, na Dunaju celo 35% prebivalcev.
Idejo za snemanje filma je Kosanović dobila potem, ko so ji prvo prošnjo za pridobitev državljanstva že odbili. Ja uvijek kažem, u Austriji je lakše dobiti pare za kulturu, za film, nego državljanstvo, ali mislim, nekako, to je isto okej. Da budem iskrena, ja uopšte nisam htjela da napravim film o tome, jer sam ja mislila da ću ja tamo da odem i to da završim za 5 minuta, dobijem papire i da se vratim kući. I onda je postojala jedna kampanja koja je podržavala da se olakša zakon za ljude koji su rođeni u Austriji. I ja sam htjela da ih podržim tako što sam snimila jedan kratak video ovako o sebe i pričala šta mi se desilo. I onda je to odjednom u Austriji 3 dana bilo svuda, na svim dnevnicima, u svim novinama, svi su me zvali, kako je to moguće, neverovatno, tako reakcije su bile jake. Ali jedna reakcija je bila umeđu ostalom taj jedan komentar o lipicanerima. I meni je to prosto bio taj komentar neverovatan koliko je, kako da kažem, koliko je cruel, like, but at the same time very poetic, you know? And I was really interested in that, like in this sentence really. What does it mean? Who is Austrian and why is the Lipizzaner real Austrian? And it seemed so bizarre to me that I wanted to make an answer to his comment. Poleg igranih in dokumentarnih posnetkov v filmu najdemo tudi vmesne povezovalne posnetke, na katerih režiserka igra namizno igro z vmesnimi postajami pridobivanja državljanstva. Na živopisanih monokromnih ozadjih pa je posnela tudi nekaj ljudi, ki so z njo delili svoje razmišljanja in niso bili strokovnjaki za izbrano tematiko. Prvo smo tražili ljude koji su imali iskustva sa državljanstvom u Austriji ili sa tim procesom, ili su dobili, ili su odbijeni, ili imaju bilo kakvo iskustvo sa tim. I onda posle sam htjela da to bude više otvoreno kao neki presek društva. I onda smo zaista zaustavljali ljude na ulici ispred studija i pitali ih spontano ili imate 15 minuta vremena. I mnogi su pristali, što je zaista isto interesantno. I pošto smo to snimali u više puta, onda smo na kraju isto tražili ljude koji su na nekim mestima gdje mi možda ne idemo, mislim, mi mladi ili mi otvoreniji, nego gdje misliš da su neki ljudi koji su možda politički na drugoj strani. I tražila sam njih da i sa njima razgovaram, da nekako bude taj dijalog širi. Sad, napolju sam imala jedan intervju sa jednom novinarkom i ona je rekla kako ljudi u Ljubljani često misle kako u Beču je to super, sve funkcioniše, možda što ovdje ne funkcioniše ili tako nekako. Što je vrlo interesantno jer tamo kad malo bliže pogledaš ne funkcioniše zaista i to je više kao neki sjaj na spolja. Mislim, sad ovdje mogu da pričam otvoreno jer nisam u Beču, ali zaista mislim sve je lepo i život je divan, ali što se tiče zakona, jako preistorijski, kao nekad je neko izmislio te zakone i niko ih više nikad nije preispitivao. Nego, to je, mislim, to mi tako kažemo u Austriji, to je klasično austrijski kad kažeš, pa to je uvijek tako bilo, što bi ga menjali. Ali to više nije kakav je život zaista. Ker so lipicanci že v naslovu, se seveda pojavijo tudi v filmu. Ne le v obliki spletnega komentarja, ampak tudi v obliki mladeniča, ki odigra turistično vodenje po konjušnici Dunajske jahalne šole, kjer jim niso pustili snemati. Hteli smo da snimamo isto u Lipici, zaista u Sloveniji, gde su zaista rođeni lipicaneri, i tamo su nam rekli možemo da dođemo, ali zaista moramo da pazimo šta snimamo, zato što su se generacijama svađali Austrijanci i Slovenci, ko, kome, šta, kako, čiji su lipicaneri, zašto nisu njihovi ili jesu. Ovdje se zovu Lipica, ovdje tamo lipicaner i tako dalje. I nekako su se dogovorili i oni su bili u fazonu kao samo da tu ne dižemo neku prašinu, sad se razumemo i to je lepo, nekega tako. Premiera filma je bila v Avstriji šele 30. marca. V Nemčiji in Sloveniji je bil torej predvajan prej in režiserka ni zares vedela, kako bo sprejet. Interesantno je bilo što, mislim, kad sam prvi put odbijena bila, bilo je u svim medijama, tako da naravno, kako se kaže,
ova služba što se bavi, kako se kaže, ministry. Oni su me znali su Ine Kosanović i znali su, ona je malo problematična možda, ali pustili su me da budem tamo i da snimam par nekih scena, kao na primjer dodelu državljanstva drugim ljudima, kao na primjer i moj termin kad ja predajem svoje dokumenta. Tako da mislim da su bili u fazonu ok, otvorit ćemo se prema njoj ako hoće da snimi film i to. Ja sam isto, mislim, u mom interesu nije bilo da kažem da je ta služba kriva, nego da su zakoni krivi, ne? I tako da su me pustili, ali sada su predali moj case, kako se kaže, moj slučaj sudu, tako da ne žele da odluče o Kosanoviću ili ništa, jer ne žele da budu in bad press. Aha, to inače nije praksa da na sud stavlja. Ne, to je samo u jako rijetkim slučajevima, kao što sam ja inače, da ne žele time da se bave, nego da će to da daju sudu. Tamo neki sudija, onda sve to odluče. Još jednu stvar sam samo htjela da dodam u vezi humora. Ja mislim da je to vrlo austrijski način pričati o nečemu što možda nije u redu, ali da mora malo da se doda neki valcer i neki malo smeh da bi ljudi to uopšte gledali. Tako da to je bio naš način, mislim, mi smo isto kofinancirani od ORF-a, mislim, o TV stanici. Oni su isto oduševljeni, što je super, zato što će onda da ga puštaju zaista u 8 ili 9, kada će ljudi da gledaju to. Tako da smo morali malo da se prilagodimo nekom easy way, to not be too harsh. Preverimo še nekaj novic. Na festivalu neodvisnega filma, ki se je končal ta vikend, je letos prav tako slavil dokumentarni film Gram srca režiserja Jana Cvitkoviča, ki se je skupaj s snemalno ekipo odpravil v raziskovanje intimnega življenja ljubljanskih odvisnikov od narkotikov. Kar se tiče svetovne kinematografije, pa je prav tako čez vikend preminil igralec Richard Chamberlain. Zaradi zapletov zaradi možganske kapi je umrl le 2 dni pred svojim 91. rojstnim dnevom. Zaslovel je pri 27 letih z naslovno vlogo Jamesa Kildera v zdravniški seriji Dr. Kildare leta 1961, za katero je 2 leti kasneje prejel Zlati globus. V 70 letih se je udejstvoval v filmih kot so Lady Caroline Lamb, v kateri je odigral vlogo Lorda Byrona. Leto zatem, leta 1973, je nastopil v 3 mušketirjih, sredi desetletja še v Grofu Monte Cristo in muzikalu o pepelki The Sleeper and the Rose. Bil je prvi, ki je odigral vlogo Jasona Bourna, naslovnega junaka televizijske miniserije Bournova identiteta iz leta 1988. Videli pa smo ga tudi v Razočaranih gospodinjah, Spamelotu, Zadoščenju ter Bratih in sestrah. Nazadnje je nastopil v Finding Julia leta 2019. Čeprav so mu pripisovali več afer s soigralkami, kot je bila Rachel Ward, je šele pri 70 letih priznal, da je homoseksualen. Večina se ga bo verjetno spomnila predvsem iz serij Šogun in televizijske nadaljevanke Pesem ptic trnovk, kjer je odigral duhovnika. How will we live without him? We will. Your God gathers in the good ones and leaves the living to those of us who fail. Your greedy God. There is no peace with him. Maggie, no. No more. What can God do to me now? What more do I have to lose? Your soul. Your heart. Your love. The love you've always had within you, despite everything. Ta teden pa bo potekal tudi v sklopu Evropske filmske nagrade Lux.
5 nominiranih filmov bodo brezplačno predvajali v kinematografih po vsej Evropi s podnapisi v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije, ne naenkrat. V Sloveniji bodo filmi na voljo na ogled tudi na RTV 365. Za nagrado se bo potegovalo 5 finalistov, zmagovalca pa bo občinstvo izbralo skupaj z evropskimi poslanci. Finaliste je izbrala žirija, ki jo sestavljajo filmski strokovnjaki iz vse Evrope. Med filmi pa so se znašli Žival grške režiserke Sofije Exarchou, ki prikazuje nevidno plat turistične zabavne industrije skozi vsak dan ljudi, ki delajo na tem področju. Njihovo življenje seveda ni vedno tako brezskrbno, kot je potem videti navzven. Potem je tu še Dahomey, dokumentarni film o vrnitvi 26 kraljevih zakladov tega kraljestva Republiki Benin, skoraj 130 let potem, ko so jih ukradle francoske kolonialne čete. Tretji animirani celovečerni film brez dialogov Valovanje, ki spremlja mačka, ki najde zatočišče na ladji z nekaj drugimi živalmi, s katerimi se kljub razlikam med njimi združijo, da bi lažje preživele v novem svetu. Gre za film, ki močno problematizira okoljska vprašanja. Četrti je Julie molči, psihološka drama o teniški zvezdnici na elitni akademiji proti trenerju, katere uvedejo preiskavo zaradi zlorabe položaja in ga suspendirajo. Igrani film se torej ukvarja s temami travme, molka, zapletenosti dinamike moči v športnem mentorstvu in notranjimi boji. Potem je tu še dokumentarni film Prestreženi o uničenju, ki ga je povzročila ruska invazija na Ukrajino in o življenju tistih, ki se upirajo in obnavljajo državo. Film primerja mirne podobe vsakdanjega življenja v Ukrajini s prestreženimi telefonskimi pogovori med ruskimi vojaki in njihovimi družinami. Вы свой народ защищаете, страну. Вы даже пошли, значит, вы не знаете, что вы там делаете. Алло. Да. Что у вас? Как у тебя дела? Лиза положила мне носки и письмо написала. Да. Бабаева Валерий. Пишет тебе Бабаева Елизавета. Прошу тебя, побыстрее убивай всех украинцев и приезжай домой. У меня есть пули, но я не возьму никаким образом. Я очень тебя люблю, прости меня за все. Ты герой, слышишь, ты герой для меня, мой самый личный герой. Мы сегодня по только первый не лезем никуда. Ладно? Там толку нету, первый, второй. Мы туда поедем, туда и поедем на смерть. Nagrada občinstva Lux je Evropski parlament ustanovil leta 2007, da bi pomagal distribuirati kakovostne filme iz Evropske unije. Promovirati pa želijo predvsem filme, ki odražajo kulturno raznolikost v Evropi in širše, ter se dotikajo človeškega dostojanstva, enakosti, nediskriminacije, vključevanja, tolerance, pravic in solidarnosti. Lani je nagrado Lux prejel nemški film Zbornica. No, toliko za enkrat. Hvala za pozornost in se vidimo spet čez en teden v sredo ob 20. v akciji na Megafon TV.